Več gostov kot v lanskem letu so zabeležili tudi na mariborskem turistično-informacijskem centru. Kot so povedali, njim poletje predstavlja glavno sezono. Do današnjega dne je samo v juliju prišlo k nam več kot 2600 gostov, kar je za 300 ljudi več kot v lanskem letu. Največ je še vedno Nemcev in Avstrijcev, tretje mesto so presenetljivo letos dosegli Španci, nato sledijo še Francozi in Italijani. Da gre za izredno zahtevne goste, se zavedata tudi oba največja mariborska hotelirja. Za turiste, ki prihajajo v mestne hotele, torej hotel Piramido in Orl, kjer prodajamo city break pakete, da jih zanimajo ogledi mesta, kar se nam povečuje, in pa obisk kakih vinskih kleti. In zato tudi to v teh paketih ponujamo. Kar se pa tiče resort gostov, za hotel Habakuk ali Bellevue, pa jih predvsem zanima termalna voda, wellness paketi in pa sprostitve v naravi ali pa ob bazenih. Mi imamo ogromno animacijskih, zadev, kot so indijanska vasica z živalmi, potem imamo konje, imamo svojo štalo, tukaj 7-8 konjev, vsi naši gosti imajo brezplačno jahanje v krogu, potem letos smo napravili family bike ali družinsko progo, kolesarsko v dolino, potem imamo letno sankanje, imamo mini jet, imamo daljinski park, imamo zgoraj na Pohorju bazen z wellness centrom, imamo tudi pod Pohorjem v hotelu Arena wellness center. Pri športnem centru Pohorje so se osredotočili predvsem na športni turizem. Z tega naslova bodo letos zabeležili približno 10 do 11 tisoč nočitev, v katerem prednjači razne nogometne priprave ekip iz celega sveta, dejansko iz celega sveta. Seveda tukaj tudi ne smemo pozabiti na kolesarje in pa na svetovni pokal v kolesarjenju, ki je bil v mesecu maju. Letos so se nam pojavili tudi šahisti, tudi za njih organiziramo razne priprave. Tukaj so še odbojkaši, potem veslači. Zanimalo nas je tudi, kako je na zasedenost hotelov vplival največji praznik v Mariboru, festival Lent. Mi smo letos junija beležili zelo dobro zasedenost hotelov, tudi zaradi Lenta, ne pa samo zaradi Lenta. Imeli smo veliko turističnih skupin, športnih skupin in pa seveda tudi kulturnih, to se pravi nastopajočih, ki so gostovali na festivalu Lent. Sicer so nam na Ticu potrdili, da turisti v mestu pogrešajo predvsem več dogajanja. Številni tujci so tako po koncu festivala Lent ob obisku štajerske prestolnice obsojeni zgolj na ogled mestnih znamenitosti.